Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno, ki je nastala v sodelovanju z informacijsko točko Europe Direct Pomurje. Danes gostimo magistro Darjo Valančič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, oziroma natančneje iz Direktorata za znanost, kjer opravlja vlogo nacionalne kontaktne osebe za program Obzorje 2020. In prav ta program, Obzorje 2020, bo tudi nekako tema našega današnjega pogovora. Gospa Valančič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, mogoče na začetku, kot sem že uvodoma dejala, tema današnjega pogovora bo nekako program Obzorja 2020. Pa če pojasniva našim gledalkam in gledalcem, kaj je pravzaprav program Obzorje 2020 in komu je namenjen? Program Obzorje 2020 je centraliziran program Evropske unije, namenjen je raziskavam in inovacijam. Vrednost celotnega programa je 80 milijard evrov in traja v obdobju od 2014 do 2020. Načeloma pa je odprt in namenjen vsem. Kaj mislim z vsem? Tukaj se lahko prijavijo tako samostojni raziskovalci, raziskovalne inštitucije, zavodi, celo mala in srednja podjetja in tudi start-upi. Če povzamem, prijavitelji so lahko vsi tisti, ki se ukvarjajo z raziskavami in inovacijami. Kakšne aktivnosti v zvezi s tem programom pa nekako izvajate na ministrstvu? Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je organizirana mreža nacionalnih kontaktnih oseb. To smo vsi tisti, ki nudimo podporo tako prijaviteljem kot tistim, ki so že vpeti s projekti v program Obzorje 2020. Pomagamo jim tako pri sami prijavi, ko potrebujejo določene informacije, seveda pa tudi tekom izvajanja projektov, ko se pojavijo zopet ponovno kakšno vprašanje, ki na začetku projektov mogoče niso bila tako jasna. Na nas se obračajo lahko po telefonu, po elektronski pošti. Vsaka nacionalna kontaktna oseba za svoje področje, seveda tematsko področje, organizira različne informativne dneve, delavnice. Ena takih bo na Pomurski gospodarski zbornici, osrednja tema bo finančno vodenje projektov. Mogoče je dobro omeniti, da enkrat letno organiziramo en tak horizontalni informativni dan, ko poskušamo pokriti z objeti čim več informacij, in to se ponavadi zgodi v okviru meseca znanosti, to je v novembru vsakega leta. Mogoče samo še vprašanje, kakšen interes pa nekako vlada v Sloveniji za takšne programe, je zanimanje? Opažamo, da zanimanje je iz leta v leto več. Včasih so mogoče pričakovanja zelo visoka. Treba je vedeti, da je to izredno konkurenčen program. Prijavitelji tekmujejo tudi z ostalimi kolegi iz Evrope in tudi iz celega sveta. Vendar pa opažamo, da so tudi naši prijavitelji vsako leto oziroma z vsakim razpisom bolj uspešni. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako uspešni so slovenski prijavitelji. Pa bi mogoče lahko izpostavili kakšen dober primer dobre prakse, ki je nekako prijel podporo programa Obzorje 2020? Če pogledamo po podatkih, je povprečna uspešnost slovenskih prijaviteljev 11,3%. Ta podatek sam po sebi ne pove dosti, vendar če ga umestimo in primerjamo z evropskim povprečjem, ki je 11,9%, vidimo, da smo kar uspešni. Primerov bi lahko zdaj tukaj naštevala kar veliko, bi pa raje kot to omenila eno novost, ki jo je pripravila Evropska komisija, in to je nova spletna stran imenovana Dashboard, kjer se lahko seveda za celotno obdobje trajanja programa, vendar še posebej za posamezne države, vidi, kdo so tisti prejemniki sredstev in kateri projekti so bili financirani. Ta informacija bo mogoče lahko tudi v pomoč tistim, ki razmišljajo o prijavi, kajti če tudi se jim zdi ideja mogoče zelo dobra, je dobro preveriti tudi, kaj je že bilo na tem področju narejenega. In zato je ta dashboard mogoče tista prava stvar. Da mogoče lahko primerjajo, kako dobra je njihova ideja oziroma kako bo mogoče uspešna. Tako in hkrati tudi, kateri projekti so bili v preteklosti že tudi financirani, kajti dostikrat opazimo tudi, da se bodoči prijavitelji razmišljajo o določeni temi že dlje časa, potem pa, ko začnejo raziskovati in pregledovati, vidijo, da so določene teme že bile obdelane ali pa določeni projekti z tega področja že izvedeni. Tako da predno se lotijo dela, mogoče pobrskajo, pogledajo, se seznanijo. Da ne bo potem razočaranje toliko večje. Absolutno. Pogosto lahko slišimo tudi, da je program Obzorja 2020 nekako zapleten, oziroma da je sama prijava
zelo zahtevna. Kakšen je vaš komentar, oziroma ali to drži? Seveda, to vprašanje ali pa odgovor na to vprašanje načeloma je lahko enostavno ali pa težko hkrati. Kajti, če primerjam težko je primerjati z ostalimi programi, ker Obzorje seveda ni namenjeno klasičnemu, kot pravimo v Sloveniji, črpanju sredstev. Osrednja tema je še vedno raziskave in inovacije. Pa vendar, Evropska komisija je v tej smeri naredila kar veliko, že samo s tem, da so se stvari poenostavile. Ko rečem poenostavile, mislim, da so stvari narejene v maneri, da vse poteka elektronsko. Torej, prijavitelji se prijavljajo z elektronsko prijavo, vse podatke dobivajo na portalu, izvajanje poteka na način, da se elektronsko nalagajo dokumenti. Torej, ni nikakršnega pošiljanja papirjev, potrdil, kontrol vmesnih in tako naprej. Torej, če izhajam iz tega, bi rekla, da je prej bolj enostaven ali pa mogoče prijaviteljem in izvajalcem bolj prijazen program. Zakaj pa menite, kaj pa tisto mogoče po vaše, da nekako daje vtis, da je pa zapleteno oziroma komplicirano? Mi po naših informacijah ali pa pogovorih z našimi prijavitelji načeloma dobivamo povratne informacije v smislu, da niso točno vedeli ali pa niso v prijavi kakšne teme ali pa kakšnega dela dovolj dobro osvetlili. Tako da težko rečem, da bi bil program sam po sebi kompliciran. Prej bi rekla, da je potrebno razpisno dokumentacijo in zahteve in tiste cilje, ki jih želijo z določenim razpisom doseči, res v prijavi dobro nasloviti. Potem gotovo uspeh ne more izostati. Če pa so kakšne težave oziroma problemi pri prijavljanju, pa se verjetno lahko obrnejo na vas, kjer svetujete, pomagate. Absolutno. To je bilo mišljeno s to mrežo nacionalnih kontaktnih oseb. Seveda, da ne bo pomote, mi prijav ne pišemo, vendar pa prijaviteljem v nekem trenutku pomagamo, če želijo, tudi lahko pridejo na osebno srečanje, kakšen del pregledamo, naslovimo, osvetlimo, smo jim seveda na razpolago. Tako da tisti, ki mislijo, da potrebujejo, absolutno se lahko obrnejo na nas. Nekako naj bi v prihodnji finančni perspektivi Evropska unija namenila še več denarja za raziskave in inovacije. Torej je nekako za pričakovati, da bo program, ta podoben program, še okrepljen v prihodnosti oziroma bodo okrepljeni. Ja, v bistvu si vsi želimo, da bi se sredstva za inovacije in raziskave povečevala. Predlog Evropske komisije je za naslednje obdobje 100 milijard evrov. To bo seveda povišanje oziroma povečanje glede na preteklo programsko obdobje. Treba je omeniti, da programsko obdobje Obzorje Evropa prične z delom 2021 in traja do konca 2027, vendar pa mogoče ponovno za prijavitelje pomembna informacija, prve razpise lahko pričakujemo že koncem leta 2020. Kje pa lahko vsi tisti, ki bi se nekako želeli prijaviti, želeli dobiti več informacij o programu, kje lahko najdejo več informacij? Za vse prijavitelje, za vse izvajalce je portal New Fundings and Tender portal glavni portal, kjer je zadeve treba si preveriti. Ne iz nespoštovanja do slovenskega jezika navajam angleško stran, poudarjam, da v Obzorju 2020 in tudi v Obzorju Evropa vse poteka v angleščini, tako da prevodov, kakšnih navodil ali podobnih dokumentov tu ni. Pa vendar informacije so dostopne vsem, tam si lahko preberejo o razpisih in seveda, če kakšna stvar ni dovolj jasna ali pa imajo dodatne vprašanja in želijo informacije, se obrnejo na nas, na nacionalne kontaktne osebe. Prav, gospa Valančič, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in te koristne informacije. Hvala za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.